Pozdravljeni, sem Branko Cesnik, napisal sem roman Sonce Petovjone, izšlo leta 19 pri Mohorjevi v Celju. Prebral bom odlomek iz 25. poglavja, ki ima naslov Spopad z Enkeladom. Enkelad je antično, torej mitološko bitje, gigant, ki je odzgoraj od pasu gor je človek, od pasu dol pa ima kačje okončine. Spopad z Enkeladom pravzaprav gre za en mitraistični obred, da kandidat doseže najvišjo stopnjo, duhovno stopnjo v mitraizmu, to je stopnja patra, oče. Ampak gre za obred, ki ga zgodovina zabeleži kot deviacijo od izvornega mitraizma, kajti predvideva ta obred žrtvovanje človeka. Smo okrog leta 190, smo na Pohorju, v bistriškem Vingarju in tako se dogaja. Toplo je zapihalo iz južne smeri. Pomladna vlaga je osvežila prisotne in obetala popoln razcvet kozmosa. Jezdeci so uživali majski vetrič, travne dišave, jasno nebo in srebrno noč. Razpravljali so, kako dober je bil letošnji ubijalec bika, kajti v krvi obilnega rogača, ki mu nesmrtni sok kradeta kača in pes, seme pa mu odjema škorpijon, je bilo, enako kot prejšnja leta, vse prenovljeno. Vse zeleno, četudi resnici na ljubo, že več kot mesec dni ni mokrilo. Letos nebesni izdelovalci dežja še niso nehali lenariti, na posevkih je suša že kazala zobe. Za njimi je bilo kakšnih 15 milj ježe po cesti za Celejo. Pred uro so prečkali ravninske potoke, ki so tiho in počasi, obdarjeni s podustmi in kleni, tekli proti svoji znani usodi, k Dravi. Pred pol ure so prečkali neprijeten gozd, nekakšen otok beloga brovja, na katerem se zdi, da čemijo zla bitja in maščevanja željna beležijo sleherni vdor vsiljivca na njihovo površino. Odcep zaglobel. Prop se je oznojil, srce mu je močneje tolklo. Porasla je vznemirjenost, ko so se bližali temi in lepoti Perkunije. Počutili so se razburjeno in posvečeno obenem. Razjahali so, konje privezali za drevja ob potoku. Bratje so izbranca molče povedli v usje soteske, iz katere je prihajalo le žuborenje vode, šli z njim med hladne strmine, niti pol milje niso hodili, ko so se ustavili in naročili, naj gre naprej sam, k lučkam, ki so se svetlikale skozi listje. Tam pri lučkah, tam bo obred, so rekli. Prop je hodil po pohojeni poti, ponekod zaradi vleke kamnitih kubov povsem gladki. Lučke so postale večje, nekje višje je bučal slap. Prebrodil je reko, pazil, da mu na spolzkih kamnih ne spodnese stopal, se na oni strani oprijel korenin, se potegnil iz struge, se do pasu moker postavil pred 4 luči, 4 strani neba. Preden so iz teme stopile 4 škrlatne postave, nadnaravni gospodje, 4 patri, petovjonski, savarijski, karnunski in akvinški. V slovesnih opravah, v dvokoničastih kapah, z umetelno oblikovanimi pastirskimi palicami v levicah. Pred njimi so bile zapičene 4 bakle, izza njih je strašilo črno žrelo nekakšne votline, morda rudnika, morda kamnoloma. Notri je čepelo ono, čigar imena po nemarnem ne izgovarjamo. Kdo je? Eden iz svečeniške bratovščine zaklical, da je kljub glasnemu grgranju vode zazvenelo po soteski. Sončev sel je, so odgovorili 3. Kaj hoče, je slovesno zadonel prvi. Višjega spoja s soncem, so odgovorili. Ali je vreden? Vreden je. Ali ve? Ve. Zmore? Zmore. Naj pristopi. Prop je stopil nekaj korakov naprej.
Kaut in Kautopat, jutro in večer, vzhod in zahod, častitljiva in sveta, je zaklical voditelj dogodka ter potresel z ukrivljeno palico proti votlini. Pokloni se, sončev sel! Šele zdaj ju je Prop opazil. Na vsaki strani vhoda v črnožrelo sta stala. Eden je prižgal svojo baklo, jo dvignil, drugi je pustil svojo neprižgano povešeno, v desnici pa držal meč. Prop se jima je globoko in pobožno priklonil. Desnice rdečih liturgov so se med mrmranjem nerazločnih molitvic stegnile proti njemu, ga slekle do nagega. Pristopila sta Kaut in Kautopat v preprostih oblačilih, v kratkem plašču in v hlačah, ki so spominjale na perzijske, pokrita s frigijskima čepicama. Kaut mu je v levo roko potisnil prižgano baklo, Kautopat v desno meč, ki je bil večji in težji od gladija, bil je konjeniški meč. Rdeči štirje so stopili na stran, sprostili pot do votline. Kaut in Kautopat sta šla z njim prav do žrelastih vrat v podzemlje. Z vrhnjega oboda so visele skale kako škrbasto zobovje hudobnega giganta in z notranjosti ni smrdelo po živalskih iztrebkih ali crkovini. Zdaj je Prop nedvoumno vedel, da se nahaja v kamnolomu in da torej podnevi v tej luknji, v katero je bilo namenjeno vstopiti, sužnji iz beder perkunije trgajo granitno meso. Ilic bestia noctis, ilic victoria lucis, so štirje zaklicali v en glas. Tam je zver noči, tam je zmaga luči, sta ponovila Kaut in Kautopat in odstopila od preizkušenca. Prop je v votlino vstopil gol in sam, da bi gol in sam, a z ognjem in mečem, srečal, kar mu bo navrgla kozmična greznica. Ni trajalo dolgo, Prop je opravil bliskovito. Mitra je naš venec, so zaklicali štirje škrlatneži in dva hlačarja. Gol brazgotinec je na izstopu iz zemeljskih čeljusti stal povsem zravnan. A glej, ognja in meča ni dvignil, kot je predvidevalo obredno pravilo. Njegovo oko ni poiskalo zvezd, ni povedal tega, kar bi moral povedati. Prop je nenadoma odrinil Kauta in Kautopata. S povešenim mečem in hitrim korakom je stopil pred štiri. Dostojanstveno in s prezirom je zalučal plamenico v tla, da so manjši ogorki smole brizgnili naokrog. Meča ni odvrgal, držal ga je v desni šapi, kot se za legionarja spodobi. Tam ni enkelada, tam je človek, opit, da komaj stoji, ne bom ubijal človeka, pijanca, je zarenčal. Štirje so strepetali. Glavni, ki je prej spraševal, je prestopal, žulil je z obema rokama sveto palico. Kako, Prop, nisi videl kačje nogega enkelada? Nisem videl kačje nogega, ga je posekal sirmijski sončev sel. Videl sem človeka, ki ste mu od pasu dol na noge nadeli cevaste cunje, da bi izgledale kot kače. Na cunje ste prišili usnjene oči in razcepljene jezike. To je smešno, to ni vredno bodočega patra. Ne žali Mitre in nas, Prop, je ostro odvrnil Faventin, petovjonski svečenik. Mitre, očeta vseh junakov, ne žalim, morda res žalim vas. Ubiti pijanega in v pošast našemljenega moža ni junaštvo. Prop, vrni se v votlino in opravi, kar si dolžan, ubij kačje nogega, je pritisnil Savarjec. Nikomor ne bomo povedali, da ti je upadel pogum. Pogum? Na desetine Germanov in jazigov sem lastnoročno pobil. Kuga me je držala v podzemlju, da se je že zavrtelo kolo metem psihoze. Ne vi meni o pogumu. To noč ne gre za pogum, gre za resnico.
V votlini ni nobenega kačjenogega, nobenega enkelada, niti kakšne njegove prispodobe. V votlini je pijan človek. No, po pravici povedano, je poskušal umiriti in pametovati Faventin, v votlini je eden od markomanskih mož, barbarski pes, zločinec. Dobili smo ga iz zapora, kjer bi ga rimska pravica prej ko slej ubila. Tudi zdaj ga bomo ubili, ne moremo ga vrniti v zapor. Prop je odvrnil, ne vem, kaj boste storili z njim. Jaz grem od tod. Ubij ga, da občestvo, ki nas čaka v Petovioni, razglasimo novega patra. Vrnil se bom v Sirmi in pozabil na norost teh krajev. Ubij ga, je ponovno zavpil Lucij Valerij Faventin. Nikakor. Prop je pričakoval verodostojen, zvišen, poseben preizkus za prehod v stopnjo Saturna. Ko je prišel na stopnjo leva, so mu z medom mazilili roke, da bi delal dobro in bil brez vsake laži. Ko je prišel na stopnjo Perzica, je sredi očiščujočega ognja gledal v polno luno, da bi bil rešen vsakega zla. Ko je postal sončev sel, so ga celega potopili v vino, da je potem smel v imenu bratov dvigniti sveto čašo k nebu in lomiti kruh. Zdaj pa to. Povrh vsega dobro veste, da je bogovom žrtvovati ljudi že dolgo prepovedano, je Prop opozoril na pravni vidik. Ni isto, mi ne žrtvujemo ljudi, je odgovoril Akvinčan. Žrtvujete jih, v verske namene jih napičite na meč. Kje so moja oblačila? Pojdem od vas. Pater Faventin je pomahal z ognjem. Iz strmine in preko potoka je prihitelo nekaj oboroženih mož, varuhov obrednega območja. Dva sta imela loka, v njih pripravljeni puščici, trije so se razkoračili z izvlečenimi gladiji. Nikamor ne boš šel, to je tvoja smrtna ura. Posvečencem, ki te bodo zjutraj čakali v Petovionski jami, bomo rekli, da te je enkrat zastrupil in zgrizel. Rekli bomo, da si se junaško boril, a kačjenogi je bil močnejši. Pri naslednjem svetem obedu bomo tvojo dušo izročili Mitri, se je posmehoval petovionski pater. Če je moja smrtna ura, naj bo. Prop je spustil roki, nakazal, da misli odvreči meč, nato pa bliskovito skočil v desno, zagrabil kavta od zadaj, mu na vrat nastavil razilo in ga povlekel v smeri votline. Če je moja smrtna ura, naj bo, je ponovil. Toda kakšnega od vas, gnid, ki uničujete Mitrovo stvar, popeljem seboj. Lokostrelca sta napela puščici, mečevalci so obkolili golega brazgotinca, že so hoteli planiti nadenj, ko je karnutski pater močno zarjul. Stojte vsi! Karnutčan je odložil kapo iz rdečega škrlata, ob njo položil patrovo palico, snel tudi obredni paludament, stopil je v smrtonosen krog naperjenih rezil, naredil obhod pred ostrimi konicami, jih z dotikom ukazal povesiti. Ubogali so. Ne moremo ga ubiti, nenazadnje je sončev sel, naš imenitni brat. Karnutčan je prijel za železno probovo zapestje, ga mehko stisnil, Prop je spustil svojo žrtev, svoj živi ščit. Morda, pravim, morda ima Prop glede načina prehoda na stopnjo patra prav. Ne morda, gotovo ima prav, je predal nesojeni pater. Predlagam, je izrekel karnutski svečenik, da izgineš iz teh dežel. Prop, beži in ne pojavljaj se nikjer več. Nikjer, si razumel? Nikjer. Karnunčan ni bil neumen, razmišljal je. Panonsko mitrovstvo naj bi ob majski polni luni na Saturnovo jutro dobilo še enega patra, svetega očeta, ki bi v najbolj skrivnem dejanju, v jašek krvi, v obredni jarek, na odrešenja željne može vlival bikovo kri. Mitra naj bi po posvečenih rokah novega patra Proba priporočal duše mnogih za novo življenje. A Prop zadnjega izpita ni opravil. Duhovna škoda je velika.
Še večje bo, če ga sobratje v Mitri ubijejo. Skratka, prop ni opravil. To je to. Zakaj si ga spustil, je besknil Faventin vanj, ko je nagec prop z mečem vred poniknil v grmičasto vzpetino desno od kamnitega žrela. Odgovor Karnunčana se je glasil: Ni prav ubiti nekoga, ki ne opravi prehoda. To je eno. Drugo, prop ima prijatelje v vojski, vplivne. Bi radi, da si z usmrtitvijo veterana in rimskega državljana nakopljemo vojaško preiskavo. Prop je stal popolnoma gol nad naselbino kamnolomnih sužnjev. Za svojim hrbtom je imel ogromno drevo, bržkone bukev. Pred nogami je bilo moč razbrati kurišče, nad njim velik kotel za prekuhavanje in pranje perila. Tih, oddaljen in resnoben je svetil Saturn na vzhodnem nebu nad Petovjonom. Prop ga ni maral motriti. Saturn, nesmrtnik med nesmrtniki in ničevi starec, ki žre lastne otroke, to noč ni bil vreden človeškega hrepenenja. Oprezal je, pazil na glasove, prisluškoval smrčanju. Sužnjem ni zaupal, kaj veš. Če bi ga takega videli, bi se kljub meču kot trop hijen spravili nadenj. Bolje se bo spustiti s hribov v bližino ceste, skriti meč, poskušati pri kakšni družini, pri popotniku na cesti, potem bo lažje. Minila bo tudi ta noč, po 3 mesecih že druga noč, kot je še ni bilo, na prostem, v gozdu, noč, ko ga je znova obšla strašna molitev. Me boš mar ubil, o Mitra moj zlati. Me boš mar ubil, o Mitra moj zlati. Me boš mar ubil, o Mitra moj zlati. Med 2 osamelima drevesoma je veselo perilo sužnjev. Ukradel je prvo cunjo, ki se mu je zdela dovolj suha, in si jo povezal okrog ledi. Pomiril je majhnega psa, ki se je sprva junačil z laježem, nato pa se pustil pobožati. Sestopil je nazaj v globel, spet je oprezal in pazil na glasove. Mitrovske druščine ni več slišal. Lazil je mimo zloglasne votline z nazobčanim vhodom. Ni imel svetila, da bi preveril, ali leži v njenem trebuhu truplo nesrečnika, ki naj bi predstavljal Enkelada. Pogledal je na rob potoka, če bi kje ležala njegova oblačila. Ni jih bilo. Molil je: Sem ti odveč, me ljubiš, sploh koga ljubiš, ti, Mitra, oče luči. Med kamnitimi kockami, ploščami in odbitki je zagledal hišo, ki je imela obliko vile. Brcnil je nekakšno leseno igračo, znamenje otročadi. Nagon mu je rekel, da bo to pravi naslov. Družina. Ravno toliko se ga bodo bali, da mu bodo dali oblačila, samo da jim odide izpred oči, zaradi varnosti otrok. Molitev ni prenehala. Ko me zapustijo vsi, si ob meni, vem, na koncu črnega brezna svetiš, greješ srce, ko me k sebi potegne vroča dal, mi ohlajaš čelo, vzemi me, naj klecnem v tvojo globino, o Mitra moj zlati. Tako, to je ta prizor iz romana Sonce Petovjone, v katerem smo videli ta spodleteli obred za najvišjo mitalistično stopnjo patra. Pred nami so prazniki, želim vam upanja polne božične in novoletne dni, pa da bi ta kriza s koronavirusom, ki je biološka kriza, družbena kriza, pa tudi malo duhovna kriza, čim prej šla mimo nas. Hvala lepa.